Lepo pozdravljeni, dobrodošli na zaključnem Evropskem akademskem forumu, 36. po vrsti, ki bo danes potekal v okviru Jean Monnet katedre Fakultete za državne in evropske študije na Novi univerzi. Priznam, da imam uvodoma kar nekoliko treme. V glavi mi odzvanja tista pesem, ki jo verjetno večina izmed vas pozna in ki gre nekako takole: nikdar več pa saj ne more biti res. Ampak v okviru tega Jean Monnet projekta, sofinanciranega s strani Evropske komisije in ki je bil posvečen zagotavljanju, ponovnemu vzpostavljanju etosa pluralizma, pravnega, političnega, če želite tudi geostrateškega, predvsem pa vrednostnega v Evropski uniji. V okviru tega projekta je to danes naše zadnje druženje na tem Evropskem akademskem forumu. V ta namen smo se odločili pogledati nekoliko nazaj in hkrati se pogovoriti, kako bi šli lahko naprej. In zato je tudi naslov današnjega Evropskega akademskega foruma: Kaj se je zgodilo z Evropsko unijo v zadnjih 3 letih? To je torej obdobje, v katerem je potekal naš projekt, in kaj moramo storiti, da bi lahko Evropska unija in seveda z njo Slovenija krenili naprej po uspešni poti. Z nami v okviru današnjega druženja bodo moji kolegi, kolegici in kolega. Vsi mi smo bili člani katedre, Jean Monnet katedre na Novi univerzi. Torej, kolegica docentka Katarina Vatovec, izredna profesorica dr. Verena Ročic Feguš in izredni profesor dr. Gorazd Justinek. Tudi z njimi se je v zadnjih 3 letih marsikaj zgodilo. Nekateri so bili imenovani v višji akademski naziv, nekateri so prenehali biti dekani, drugi so postali dekani. Kolegica Verena je medtem postala tudi sodnica na Upravnem sodišču Republike Slovenije, tako da tudi z nami se dogaja marsikaj. In to omenjam zato, ne zato, da bi se hvalil, ampak zato, da razumemo, da smo znotraj katedre sodelovali različni posamezniki, vsak svojega specifičnega področja, Gorazd zlasti gospodarstva in ekonomije, Katarina z pravnega področja, prava Evropske unije, pa tudi v širšem ustavno-pravnem smislu človekovih pravic, Verena pa precej po poti nekdaj bolj delovnega prava, evropskega prava, zdaj pa tudi upravnega prava s svojo posebno ekspertizo na področju mehkopravnih predpisov. In ta kombinacija naš 4 sodelavcev nam je v zadnjih 3 letih omogočila, da smo res produktivno in tvorno sodelovali. Kdor se želi s tem seznaniti, si lahko pogleda tudi spletno stran našega projekta, kjer so objavljeni dosežki te katedre, tako znanstveni, strokovni, izobraževalni, kakor tudi civilno-družbeni. In jasno, ker je bil projekt, ki je bil posvečen torej krepitvi pluralizma v Evropski uniji, ta projekt smo si zlasti zamislili ne samo v klasičnem fakultetnem univerzitetnem smislu, ampak smo želeli z njim pluskniti tudi v civilno-družbeno sfero in v sfero mladih. Zato bi želel izpostaviti zlasti zdajle preden nadaljujemo, to civilno-družbeno dimenzijo, kamor sodijo ravno te Evropski akademski forumi. Torej 36 se jih je zvrstilo, 32 izmed njih smo tudi posneli, tako da so trajno na voljo na YouTube kanalu Nove univerze. In zelo me veseli, da se je v teh 3 letih zvrstilo 80 različnih gostov, kar iz 18 različnih držav, ne samo evropskih, sodelovali so z nami tudi kolegice in kolegi iz ZDA in Kanade. In doslej si je samo posnetke ogledalo več kot 4000 ljudi, ogromno ljudi pa se je seveda teh naših dogodkov udeležilo v živo, tako kot vi poslušalke in poslušalci danes, in marsikdo seveda tudi v živo v razredu, ko so bili naši dogodki izpeljani torej v osebnem stiku, kot se temu reče.
Tako da za nek univerzitetni projekt jaz menim, da je bil naš impact, kot se temu danes reče, precej dober, vselej bi lahko bili še boljši. In kot rečeno, plusnili smo pa tudi v vode mladih in v okviru tega projekta smo organizirali več kot 20 predavanj na slovenskih srednjih šolah, kamor so nas povabili, zlasti v času, ko se potekajo izobraževanja na temo aktivnega državljanstva, nacionalnega in evropskega, in tam smo te vsebine z področja prava Evropske unije, pluralizma Evropske unije lahko prenašali tudi mlajšim generacijam v upanju, da bo Evropska unija v prihodnje še močnejša, kot je bila doslej. Kako smo bili sicer uspešni? Za konec, ravno pred časom je bila objavljena anketa Eurobarometer, v kolikšni meri državljanke in državljani po Evropi zaupajo Evropski uniji. Vidimo lahko, da je menda zaupanje najvišje po letu 2007. 52% državljank in državljanov zaupa danes Evropski uniji, no v Sloveniji je ta delež precej nižji, zgolj 37%, ampak jaz menim, da ta nižji delež je tisti, ki je pravzaprav povzročen z težavami, ki jih imamo v Sloveniji v zaupanju v lastne državne institucije, ki tudi po podatkih Eurobarometra so daleč pod zaupanjem, ki ga uživajo evropske institucije. In tako da to je neko sociološko stanje, v katerem smo danes. Zdaj, v zadnjih 3 letih, če se navežem na današnjo razpravo, se je v Evropski uniji dogajalo marsikaj. Nadaljevala se je uničujoča vojna v Ukrajini. Novo izvoljeni ameriški predsednik je obljubil, da se bo končala v enem dnevu, potem ko bo prijel za žezlo te svoje države. To se ni zgodilo, ampak se je nasprotno, tako se zdi, v enem dnevu podrl ali pa vsaj postavil na glavo celoten tisti mednarodno pravni red, ki smo ga vzpostavljali mukoma 80 let po drugi svetovni vojni. Sesula se je globalna ekonomija, ponovno so se začele uvajati recipročne tarife, o tem bo morda povedal kaj več Gorazd. To je bil pluralizem v mednarodnih geostrateških razmerah. Navznoter v Evropski uniji je Poljska se premaknila v smer neke ustavne demokracije in pluralizma, vendar je na njenem mestu zamenjala Slovaška. Madžarska še naprej bije svoje pravne boje z Evropsko unijo, sodiščem Evropske unije, z sistemom zagotavljanja vladavine prava. Imeli smo nekatere odmevne sodbe, nekaj jih še bo, ampak na tem področju se stvari še niso kaj preveč izboljšale. Tako da zlasti, ko gre za pluralizem v političnem smislu, za sprejemanje dejstva, da smo vsi na evropskem čolnu in da moramo sodelovati na tej skupni evropski poti, se zdi, da bo treba še mnogo tega postoriti. No, to je nekako celokupni okvir, v katerem se je dogajal ta naš projekt. Projekt, to še dodam, se je začel v velikem pričakovanju zaključka konference o prihodnosti Evropske unije. Tam so se angažirali evropski politiki, navadni državljanke in državljani, nacionalni politiki v smislu reformnega naboja za Evropsko unijo, vendar od tega v letih, ki so sledile, ni ostalo prav veliko. No, v tem kontekstu je vsak od naših preostalih 3 raziskovalcev vodil svojo raziskovalno pot. In zato bi zdaj kar začel, Katarina, s teboj in bi te povprašal, kako ti gledaš na to prehodno pot Evropske unije v zadnjih 3 letih, kaj je tisto, kar bi želela izpostaviti, kaj se ti je še posebej vtisnilo v spomin, tako pozitivne kot negativne plati razvoja. Ja, najlepša hvala. Jaz bom mogoče predno odgovorim na tvoje vprašanje, začela z nečim, kar bi bolj pritiklo pridati na koncu, no, če tako lahko rečem, ampak potem vedno pozabim. Vidim, da so tukaj prisotni nekateri udeleženci, ki vem, da so spremljali tudi moje evropske akademske forume in mislim, da je zdaj iz tega nostalgičnega vidika, ki si ga začel, to je en tak
priložnost, da se vam vsem zahvalim, no, za vaše sodelovanje, saj v tem sklopu teh forumov, ki sem jih jaz organizirala. Se mi zdi, da je, vem, da ponavadi študentje ne zastavljajo vprašanj, ampak vem, da slišite, poslušate in se potem včasih tudi pogovorimo o tem izven, bom tako rekla, okvirov in snemanja. In se mi zdi pomembno, no, da spremljate, ker v končni fazi to delamo zaradi vas. Veliko mojih evropskih akademskih forumov je bilo usmerjenih, oziroma jaz sem imela željo, da naslovim neka aktualna vprašanja, ne vem, če mi je to vedno uspelo. So pa to vprašanja, ki so se recimo dotikala volitev v Evropski parlament, pred volitvami v Evropski parlament. Pa Matej je bil takrat gost akta o umetni inteligenci malce potem, ko je bil ta sprejet in ko je bila sprejeta okvirna konvencija Sveta Evrope o umetni inteligenci, človekovih pravicah, demokraciji in vladavini prava. Skratka, neke aktualne zadeve, ki se jih lotimo. Zdaj, če pogledam nazaj ta 3 leta, bi mogoče na tvoje vprašanje odgovorila v kontekstu evropskih akademskih forumov, ki sem jih jaz organizirala oziroma vodila. Ker vemo, da se je veliko stvari dogodilo, zdaj, ko smo mogoče malce starejši, 3 leta minejo zelo na hitro, ne? Ti si povedal, kako smo se mi sami uspeli v tem času spremeniti. Jaz bi se pa, kot rečeno, osredotočila na tiste mogoče 2 vidika, ki se mi zdita pomembna in sem jo poskušala predvsem enega konstantno naslavljati tudi v okviru tega formata. In to je stvar, ki se mi zdi, da zasluži veliko pozornosti, še posebej, ko govorimo o pluralnosti in pluralni Evropski uniji, pa ne z vidika prava, ampak čisto v takem sociološkem pojmu, to je enakopravnost spolov. Jaz sem imela kar nekaj evropskih akademskih forumov, ki so bili temu namenjeni. Kaj se je v tem času spremenilo na tem področju? Kar nekaj. Spomnim se strategije za enakost spolov, ki jo je Evropska komisija pripravila, ki je nekako bila strategija namenjena 5-letnemu obdobju oziroma obdobju od leta 2020 do letošnjega leta. In v tem bi rekla, da je ta strategija ponudila z besedilom, predvsem pa zelo ilustrativno številkami, statistiko, ki so bile zelo povedne in ki so kazale na to, da ne moremo, bi jaz rekla, govoriti o neki Evropski uniji, ki je utemeljena na vrednotah, vemo, katere so zapisane v pogodbi o Evropski uniji, če nimamo neke predpostavke, da lahko oziroma da morajo za enako delo moški in ženske dobiti enak zaslužek, oziroma da imamo v vodstvenih položajih tudi ženske. Marsikdo smatra to temo kot bolj kot ne bodi si ga treba, ampak gre za to, pa mogoče so tudi neki negativni prizvoki, ne, češ, da se na ta način poskuša doseči, da kakšna ženska pride na kakšno glavno mesto oziroma vodilno mesto, ampak ne gre za to, gre za to, da se ustvarjajo priložnosti, ki omogočajo enakopravnost. Potem je pa od nas odvisno, ali bomo te priložnosti izkoristili, ali se jih bomo z nekih drugih osebnih razlogov odpovedali oziroma jih dali na stran. In se mi zdi, da vsaka družba, Evropska unija kot taka, pa še posebej tudi Slovenija, seveda v tem kontekstu, mora nuditi priložnosti za to vrsten napredek. Tukaj ne govorimo o nekem idealu, ker smo še vedno stran od ideala, ampak govorimo o nečem, o čemer se je treba še vedno pogovarjati, opozarjati. Evropska komisija in zakonodajalec Evropske unije, zakonodajalca, sta se pa odločila, da bosta to temo naslovila s sprejetjem nekaterih aktov. Mi smo govorili o direktivi o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih, v gospodarskih družbah, govorili smo o direktivi, ki nosi naslov o preglednosti plač, ki govori, kot sem že omenila, o zelo starem načelu, ki je bilo zapisano že v rimski pogodbi, enako plačilo za enako delo, pa še danes lahko se o tem pogovarjamo, ker smo še danes stran od tega, da bi bilo to načelo v celoti uresničeno. Skratka, v tem kontekstu se mi je zdelo, da je Evropska unija naredila določen napredek, predvsem je bila pa razvidna ta večja, bi rekla, razumevanje, širjenje ideje, pa zavezanost k enakopravnosti, tudi z tega institucionalnega vidika, to se mi zdi pomembno. Tako da to bi rekla, da je bila ena rdeča nit, ki sem jo poskušala voditi čez te evropske akademske forume v teh letih.
Govorili smo pa sicer tudi izven Evropske unije, mogoče malce o bolj slovenski problematiki, čeprav bi rekla, da če bi kdo drug poslušal, bi rekel, da je to tudi, da si delijo še kakšne države članice, tudi enako razumevanje, skratka o tem, kako je enakopravnost spolov pomembna tudi na področju raziskovanja in v akademskem krogu. Druga stvar, ki bi jo omenila, tukaj pa bi rekla, da sta oba kolega zasledovala podobne interese kot jaz sama, ko smo govorili o širitvi Evropske unije. To se je odvijalo v kar nekaj forumih, tudi v teh, ki sem jih jaz organizirala. Tukaj se pa mi zdi en pomemben vidik prisoten, ki smo mu priča v zadnjih letih v okviru Evropske unije. Zdaj, širitev kot taka je proces, ki je pravzaprav del Evropske unije v njenem DNK-ju od tako rekoč razvojno gledano samega začetka, če odmislim Združeno kraljestvo. V zadnjih mogoče desetletju, dveh, se pa zdi, se je pa zdelo, ker se je to zdaj spremenilo, se je pa zazdelo, da je ta politika, ta proces na nek način malce bolj postal da je malce bolj, bom rekla, zaspal, no? Da ni prišlo toliko do izraza, oziroma da so ga zelo krojile močno politični in drugi interesi, kar se tiče držav na Zahodnem Balkanu. In ta Angleži zelo lepo rečejo z besedo, ki bi jo prevedla kot sprožilec, ta sprožilni element, ki je pa to zbudečo, mislim, uspava politiko na nek način zbudil, je bila pa ta geopolitična realnost, ki smo jih danes priča, se pravi napad na samostojno in neodvisno državo v naši neposredni soseščini, ki se mi zdi, da je ravnal kot en sprožilec, ki je širitven proces zbudil, pospešil in se danes na tem znatno več dela, kot se je delalo, bi rekla, 5, 6, 7 let nazaj, ko smo poslušali ene in iste mantre, tako rekoč, ne. Dejstvo tudi je, da nekaj držav, ki so danes države, ki lahko govorimo jim države kandidatke, tega statusa ne bi dobile, če se ne bi zgodilo to, kar se je zgodilo, to govorim zdaj za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. In temu smo v določeni meri tudi posvetili pozornost v okviru teh evropskih akademskih forumov. Mogoče bi tukaj zaključila, da potem s tem lahko še nadaljujejo drugi, no. Hvala, Katarina, za dve stvari. Prvič to, da si bila tako aktivna sodelavka na tem projektu. Treba je povedati, ker na začetku nisem, da sta tako Gorazd, kakor tudi Katarina vsak vodila po nekaj evropskih akademskih forumov s področja svoje ekspertize. In drugič, Katarina, hvala, ker si seveda se zahvala tudi našim poslušalcem, tudi tistim, ki so danes tukaj z nami. Tudi to sem v svoji tremi, ob zadnjem Evropskem akademskem forumu pozabil povedati. Ne se samo zahvaliti, ampak tudi to, da lahko tudi danes aktivno sodelujete z vašimi vprašanji, pripombami v chat, ki ga imate na razpolago. O tematikah, ki si jih izpostavila, spol, širitev, tega se bomo še dotaknili v drugem delu, ko bomo lahko pogledali, v kolikšni meri so te zadeve res uspele, v kolikšni meri je prišlo tudi do nekega pushbacka, kot bi se lahko reklo, in kaj bi bilo treba zdaj storiti. Zdaj bi se pa povabil k besedi kolegico Vereno. Kot že rečeno, njeno zanimanje je vedno bilo na področju mehkega prava, na področju upravnega prava, evropskega upravnega prava, zato je Verena tudi sodelovala v bistvu kot predavateljica pri predmetu Evropsko upravno pravo in domnevam, Verena, da boš v svoji perspektivi, kaj se je na tem področju dogajalo v zadnjih 3 letih, izpostavila prav to področje. Prosim. Tako je, Matej, hvala za besedo. Zdaj, kar bi jaz izpostavila kot eno izmed sprememb oziroma pravilne nadaljnji razvoj tega, kar se je v Evropski uniji začelo že veliko prej, je naraščajoča raznolikost pravnih aktov Evropske unije. Zdaj seveda vsi, mislim, da je splošno znano, da pogodba med pravnimi viri našteva uredbe, direktive, sklepe, priporočila in mnenja, ampak v realnosti je ta raznolikost veliko večja.
že ob bežnem pregledu skoraj v bistvu vsakega pravnega področja Evropske unije najdemo cel kup smernic, priporočil, obvestil, okvirjev in tako dalje. In številni imajo datumsko, so datirani tudi na ta 3 leta, ko je tekel projekt. Gre za akte mehkega prava, soft law, ki formalno gledano seveda nimajo formalne zavezujoče moči, pa vendar ti akti, spodbujeno z, lahko bi rekli, institucionalno podporo Evropske komisije in tudi postopnim odobravanjem aktov te vrste v sodni praksi Sodišča Evropske unije, po številčnosti in po pomembnosti v Evropski uniji tudi v tem zadnjem obdobju pridobivajo. Pandemija oziroma morda postpandemsko obdobje je k temu še dodalo. Na primer, avtorji, ki raziskujejo te ukrepe, sem nekje prebrala, da je Evropska komisija s ciljem pomagati državam članicam prebroditi te negativne posledice epidemije, da je Evropska komisija sprejela več kot 400 aktov mehkega prava, nekatere z zelo vprašljivimi rešitvami in nekatere še z manj transparentnosti in legitimnosti kot običajno. Tudi na primer na področju ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, kar je na primer aktualno tudi za nas, zaradi poplav, ki so se zgodile 2 leti nazaj, ali pa uničujoči obsežni požari, ki so se zgodili v Grčiji. Vsi ti ukrepi lahko oziroma praviloma predstavljajo državno pomoč, ki jo je ali pa je ni potrebno priglasiti Evropski komisiji skladno z določili pogodbe o delovanju Evropske unije. In tudi na teh področjih je aktov mehkega prava ogromno. Dejstvo, da ti akti obstajajo na evropski ravni, se kaže tudi na nacionalni, zdaj morda najboljše to povem na praktičnem primeru, torej, če bi pogledali zadeve na upravnem sodišču, v bistvu bi lahko rekli, da v vsaki drugi ali pa vsaki tretji zadevi se bodisi tožniki, torej državljani Evropske unije, fizične oziroma pravne osebe, bodisi državni organi, ki so v neki konkretni zadevi sprejeli odločitev, ki se izpodbija v postopku pred upravnim sodiščem, tako ali drugače sklicujejo na smernice, na priporočila Evropske komisije, s katerimi je Evropska komisija razlagala določbe pogodbe o delovanju Evropske unije, razlagala določila uredbe ali razlagala določila neke okvirne direktive. In to v praksi pomeni tudi, da sodišče, ko sprejema odločitev v zadevi, velikokrat za razlago ali pa vsaj za pomoč pri razlagi akte mehkega prava tudi uporabi. Pri tem jih ne uporabi zdaj z neko obširnejšo teorijo o tem, da je to nezavezujoči akt mehkega prava in tako naprej, ampak preprosto samo navede, tako je določeno v tem in tem, v tej 2 smernici komisije, ne vem, v zvezi z razlago 107. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. In iz tega vidika se mi zdi, da pomembnost mehkega prava in njegova vloga je torej vse prej kot zanemarljiva in je tudi v zadnjih 3 letih, v tem času, ko je trajal ta naš projekt, narasla in je mehko pravo še dodatno pridobilo na svoji pomembnosti, ki jo je sicer že začelo razvijati zadnja 3 desetletja. Tako, toliko morda za začetek, Matej. Hvala. Zdaj, v nadaljevanju me zelo zanima, pa mislim, da tudi naše poslušalce, zakaj se je pravzaprav to zgodilo in kam to vodi, ampak to bomo prihranili za drugi del debate. Gotovo pa, in kolikor poznam Gorazdov, tudi ekonomski svetovni nazor, je to nekaj, kar objektivno to normiranje na mehak način, ne preveč predvidljiv, vprašljiv, izven hierarhije pravnih aktov, ni nekaj, kar, ali pa tudi, ker pojasnjuje določene zavezujoče pravne akte, ni nekaj, kar bi prispevalo k dobri regulaciji, ki je bila koristna za
za gospodarstvo. In Gorazd se je v svojih evropskih akademskih forumih skupaj z gosti ogromno ukvarjal z ekonomijo, tehnologijo, Zahodnim Balkanom, širitvijo, predvsem pa kar nenehno poudarjaš, Gorazd, z tem zaostankom in zaostajanjem Evropske unije zlasti za ZDA. Torej, kaj si ti v zadnjih 3 letih na tem področju uspel opaziti? Ja, hvala lepa za besedo in hvala lepa tudi za priložnost, da sem bil del tega projekta. Mogoče vseeno na začetku par besed, torej ja, nekako v teh mojih, kjer sem jaz nekako sodeloval v teh pogovorih, forumih, smo se res dotaknili, bi rekel, od vloge Kitajske, ZDA, tega tehnološkega zaostajanja, kot je bilo rečeno, pa tudi, ne vem, širitve na Zahodni Balkan in tako dalje. Tako da to so bile vse neke take teme, mogoče pa vseeno, pred 3 leti nekako, ko je ta projekt štartal, smo mi prišli, da rečem, jaz gledam to malo iz tega ekonomskega vidika, ampak mi smo prišli nekako takrat iz tiste naše post-korona obdobja, nekako prišli je Evropska unija tudi prišla z novim večletnim finančnim okvirjem, takrat 21-27, ki je bil poln nekih novih zametkov, idealov, kaj se bomo drugače in na novo financirali, tudi ogromno je bilo nekih, bi rekel, dodatnih finančnih virov za določene stvari namenjeno, ampak danes, 3 leta kasneje, so stvari precej drugačne. Zdaj, kot je bilo rečeno, če bi pred 3 leti nekdo rekel, da bomo, ne vem, imeli praktično vsaki drugi, tretji dan drugačne carine do ne vem koga, do ne vem katere države in katere regije, bi se mogoče samo nasmehnil. Ampak danes je to praktično realnost. Dejansko delujemo, zdaj, če je bilo omenjen nek soft law, mislim, kot da nimamo, ne vem, svetovne trgovinske organizacije, ki to področje glede carin in tako dalje že, ne vem, toliko in toliko let, vse od 95 naprej nekako je uskladilo. To je zdaj praktično stvar dejansko dnevnega, če malo po šali rečem, občutja nekaterih ljudi. Tako da tukaj absolutno v mednarodnih ekonomskih odnosih se stvari pišejo popolnoma na novo, popolnoma drugače in mislim, da že dolgo nismo imeli prilike, pa že nekje 20 let precej nadrobno spremljam ekonomsko diplomacijo, pa se ne spomnim, da bi takole, bi rekel, tak biznis, bi rekel, diplomacija funkcionirala in bi jo lahko, bi rekel, v živo spremljali skoraj da pred ekrani. Druga stvar, ki pa je bila nekako omenjena, je pa seveda ta geopolitika. Ves čas smo nekako tudi to, kar jaz res nekako že nekaj časa tudi v teh mojih pogovorih pa to opozarjamo. Torej ta vloga Evropske unije, ki pač tukaj tehnološko že vrsto let, kakorkoli to obračamo, več sredstev, ko Evropska unija namenja za to področje, ampak kakorkoli, rezultati so taki, da po vseh teh nekih kazalcih in tako dalje naša podjetja zaostajajo oziroma, bi rekel, nismo več niti v neki igri z nekimi azijskimi državami tukaj. In danes v tej zaostreni geopolitiki je seveda ta situacija to še toliko bolj, bi rekel, nazorna. In pa seveda, da rečemo, 3 leta nazaj, nekako takrat je tudi štartala ta celotna zgodba v naši vzhodni soseščini, ki je že bila omenjena, z Ukrajino, nekako, bi rekel, sovpada z tole obletnico začetka dogajanja tam, ki je seveda imelo tudi izjemne posledice na Evropsko unijo in na vse ostale, preko tudi potem cene energentov, pa potem višjih inflacij, ki smo jih zabeležili praktično predvsem mi v Evropski uniji, in tako dalje. Želim pa povedati, da najbrž največja mogoče sprememba, ki se je zgodila tudi zaradi teh novih carin, sprememb tudi geopolitike, inflacije, novih navezav, torej Rusije na Kitajsko, še večje povezave in tako dalje. Jaz seveda, bi rekel, v dobavnih verigah in mogoče se kdo spomni, tisto, mislim, da je bilo kakšni 2 leti nazaj, ko je tisti en tanker se v Sueškem prekopu zataknil, ne vem, za 2 ali koliko nekaj takega dni.
In kar naenkrat praktično so celotne dobavne verige, praktično za pol Evrope, pol podjetij ni imelo stvari in so nekih rezerv, mislim, pač sestavin in tako dalje. Želim povedati, da danes je, bi rekel, ta svetovna dobavna veriga, ne, tako stisnjeno, to vse tako je stroškovno optimizirano, da je to res vse na dneve, ure in tako dalje. In takoj, ko mi neko zgodbo nekje na enem koncu sveta naredimo in se te dobavne verige presekajo, povzroči to takoj neke težave v globalnih dobavnih verigah. In ob taki situaciji, kot jo imamo danes, s temi carinami in precej, rekel, praktično ne vemo, kaj bo jutri, je to samo še večji problem. Tako da pod črto, jaz bi rekel, da vse teme, ki smo jih naslovili, tudi tekom teh 3 let v teh akademskih forumih, so vse to naslavljale. Daleč od tega, da pa je danes, če potegnem pod črto, bi rekel, stanje ali pa ne vem, neka vizija za naprej, kar bomo najbolj še naprej potem kasneje govorili, da bi rekel, da je pa precej boljše ali pa precej vse bolj enostavno ali pa precej bolj vse optimistično, kot je morda bilo 3 leta nazaj. Toliko moče. Hvala. Hvala, Gorazd, tudi za ta jedrnat opis, kaj se je dogajalo na ekonomskem, geostrateškem, diplomatskem teritoriju. Zdaj jasno, smo v nekem obdobju nepredvidljivosti, ogromno stvari, kot si lepo povedal, nekaj let nazaj ni bilo niti predstavljivih, kaj šele, da bi se res lahko zgodile, pa vendarle. Zdaj, na eni strani so potem tisti, ki grobo kritizirajo Evropsko unijo, da je samo še palček na mednarodnem prizorišču, da se je neustrezno odzivala, pa vendarle, torej resnici na ljubo, v dometu kompetenc, pristojnosti, ki jih ima Evropska unija, je bilo tudi narejeno mnogo tega, tudi nekaj stvari, ki niso bile predstavljive, zlasti na obrambnem področju, kljub temu, da so pristojnosti izjemno šibke, so države članice družno, sicer z mestoma, z državnostjo Madžarske, pa zdaj Slovaške, priskočile aktivno na pomoč, tudi z orožjem Evropski uniji, kar je bilo za mirovni projekt, kakršen je bil Evropska unija, pravzaprav nezamisljivo. Veliko je bilo narejeno tudi na področju varnosti, tudi migracijske razmere so se precej izboljšale. Covid je pripeljal do tega, da je Evropska unija vsaj v nekem obsegu postala tudi zdravstvena unija, in kot je Katarina že omenila, širitev se je iz nekih deklaracij in zavez, deklaratornih, preselila na raven procesa, ki se odvija in ki se bo očitno odvil do nekega svojega logičnega zaključka, vendar najbrž postopoma. Ogromno stvari pa je ostalo še na krožniku, ki jih mora Evropska unija še pojesti, ki jih mora Evropska unija še prebaviti. In ogromno je bilo tudi nekaj, kot sem že nakazal, backlashov, ostrih kritik določenih politik in odmetavanja določenih politik v koš. Katarina je povedala, da Evropska unija ogromno vložila na področje promocije enakopravnosti spolov in tudi na drugih področjih, ko gre za zaščito družbenih manjšin. Tukaj vemo, da vsaj na določenem spektrumu ideološkega diapazona se je to kritiziralo, kot da je šlo za woke politiko. Nihče od vas ni omenil zelenega prehoda, ki je bila ena ključnih tem v zadnjih 3 letih na področju globalnih klimatskih sprememb, o kateri se zdaj tudi zelo malo govori, pa dvomim, da so postale kaj manj pomembne. Še vedno imamo ustavne konflikte, ustavno nazadovanje se v določenih državah dogaja in v praktično večini držav članic Evropske unije manjka robusten nacionalni politični prostor, ki bi lahko podal nek ustrezen zagon tudi evropskemu demokratičnemu političnemu procesu. Zato, Katarina, namenoma sem zdaj barval s takim, kako se temu rekli, ne lepim slikarskim čopičem, ampak s tistim, ki se mala doma z mačkom po stenah, tako na veliko, ker je to bilo tudi tvoje področje. In me zanima, katero od teh področji, ki sem jih zdaj omenil, bi ti izpostavila za prihodnje, kjer mora Evropska unija res nekaj narediti in kako misliš, da bi to lahko naredila. Torej, v drugem delu našega pogovora gledamo iz preteklosti naprej v prihodnost. Katarina, prosim. Ja, zdaj težko bi izpostavila recimo samo eno področje, bi pa mogoče rekla najprej naslednje. Vse, kar si ti povedal, je seveda res, se s tem strinjam. Se pa vidi, da je, pa to je spet ena stvar, ki je značilna za Evropsko unijo,
ogromno stvari odprtih, tako bom rekla, odprtih. Zelo lepo si na začetku povedal, mi smo razmišljali, kaj se bo zdaj zgodilo po koncu konvencije o prihodnosti Evrope, pa se ni zgodilo razen nekih manjših, recimo, resolucije Evropskega parlamenta, ene ali dve na to temo, nič kaj dosti več, no. Zdaj, jaz bi tako rekla, da ta, mogoče te vsi izzivi, ki si jih omenil, nas oziroma Evropsko unijo pošiljajo, da se loti ali pa da jih poskuša odpravljati tako eno stvar za eno, ne pa nekako celostno. Da preveč hiti mogoče v nove stvari, ne da bi dorekla tiste, ki so že odprte, pa bi jih bilo treba doreči. In več front, ki si jih omenil, je takih. Tako da tukaj vidim mogoče res najprej, a bi bila spet potrebna, pa ne želim zdaj peljati v novo ali konvencijo ali konferenco o prihodnosti. No, konferenca je bila tista ta druga, konvencija ta prva, ampak dejansko se odpirajo vprašanja, ki kažejo na to, da morda ima vendarle Evropska unija zdajšnji aparat, predvsem s tem soglasjem na določenih področjih, tudi obrambne varnostne dimenzije, takšen, da težko se premakne naprej, oziroma da mora res razmisliti, kje je tisti skupni konsenz vseh, ki to dopušča. Pri širitvi je že tako, ne? Širitev zdaj vidimo, da ni nek tehnični proces, da ni nek samo politični proces, ampak je kar naenkrat postal zelo pomemben tudi varnostni proces, tudi varnostna dimenzija v tem kontekstu, ne? Stvari, ki se dogajajo. Če te smem, se opravičujem, te smem tukaj rahlo prekiniti. V chat sem skopiral zadnje izsledke, torej Eurobarometra, kjer piše takole, skoraj 9 od 10 Evropejcev se strinja, da je bilo treba ukrepiti sodelovanje med državami in regijami sveta, ki temelji na pravilih, torej rule-based international system. 78% pa je zaskrbljenih glede obrambe in varnosti v naslednjih 5 letih in 81% pa jih je za skupno obrambno in varnostno politiko med državami članicami, kar je najvišji rezultat od leta 2004. Kako to doseči? Ker eno je, to se bova strinjala, eno je problem soglasja na področju obrambne in varnostne politike kot neke tehnične pa politične ovire v pogodbah in realnem dejanskem stanju, ampak za obrambno in varnostno politiko bi se predstavljali, da obstaja tudi neka demokratična politična zavest, torej, ker če imamo skupno evropsko obrambo, je to že zelo podobno skupni evropski državi. Zdaj, kako ti na to gledaš? Ker na eni strani je to zelo težko roditi skozi institucionalni postopek, po drugi strani imamo pa zdaj ta podatek, državljanski impuls, če mu gre verjeti, ki je izjemno presenetljiv. Tudi v Sloveniji je ta odstotek podobno visok. Misliš, da bodo evropski voditelji to znali izkoristiti? Mislim, da je to ena priložnost, da pogledajo, ali lahko kakšno metodo neposredne demokracije uporabljajo tukaj, recimo nek vsesplošni referendum, ki bi kazal na to, kakšno je prepričanje večine državljanov Unije, da ne bomo rekli Slovencev, Italijanov in tako naprej, na tem področju. Je pa pokazatelj, ta anketa, tudi jaz sem tako zasledila, pa seveda posledica tega vsega, kar se dogaja okoli nas, bi rekla, ena spodbuda, da se nekaj na tem področju naredi. Ti si rekel, zdaj tehnično pa politično pogodbe in tako naprej, soglasje, če kdaj je mogoče s takim velikim interesom državljanov Unije premakniti tisto, kar je zdaj v pogodbenem ustroju slabega oziroma kar ohranja status quo oziroma onemogoča napredek. In ta soglasje se tukaj čez nekaj politik vodi, ne samo čez recimo obrambno in varnostno širitev, je spet še ena taka tema zaradi ratifikacij pristopnih pogodb v končni fazi. Tako da to je nekaj tega, mi imamo evropsko državljansko pobudo, ki je tako uspešna. Zelo redke so tiste evropske državljanske pobude, ki so uspele. Pokazali se je, da imamo nov mehanizem, ki pa ni zaživel v taki meri, kot bi lahko zaživel in tako naprej. Zdaj imamo pa tukaj eno možnost, po mojem, da vprašamo ljudi, da se vpraša ljudi, kaj bi si želeli, in to izven samo ene države članice, ampak na celi ravni. Tukaj je seveda kontekst malce drugačen, tudi zato, ker imamo zvezo NATO z nekim svojimi
zgodovinskimi razlogi, zakaj je nastala, do česar pač se Evropska unija kot taka ni bilo treba, da se opredeli, ne, ker svojo varnost ima, ampak z vsem tem, kar sta govorila v končni fazi tudi vidva z Gorazdom, se pa mogoče krepi možnost, da bi vendarle razvili malce bolj robustno, tako kot si ti rekel, tudi to varnostno obrambo dimenzijo zdaj, ko se zdi, da državljani o tem imajo svoje mnenje in da bi ga mogoče lahko izrazili. Potem bomo pa videli, kaj to pomeni, ne? Zdaj, če gremo v demokratični proces, lahko rečemo. Hvala, imaš prav, se bomo k temu vprašanju še vrnili čisto na koncu. Zdaj, Verena, seveda, če nadaljujeva najino razpravo ker pravzaprav mehko pravo je eden od načinov upravljanja in v listini temeljnih pravic imamo mi pravico do dobrega upravljanja, ne nazadnje tudi do dobre učinkovite regulacije. Kako se tebi zdi zdaj ta razmah mehkega prava? Zakaj pravzaprav imamo tak razmah? Je to dobro, je to slabo? In kako na tem področju sploh nadaljevati v prihodnje? Ali je preudarno, da Evropska komisija, ki je zdaj ona, kot se je sama razglasila, politični organ, hkrati pa ta trias politika, delitev oblasti v Evropski uniji še ne deluje tako kot v državah članicah, tudi robustnega medijskega prostora, ki bi dovolj nadziral Bruselj, ni. Ali je preudarno, da Evropska komisija regulira na tak mehak način? A ni to malo, če malce provociram, a ni to malo podobno kot the executive orders predsednika Trumpa, ki se s tem mehkim pravnim principom v mejah tega, kar zakonodaja dopušča, v bistvu ogne kongresu. Kaj meniš? Ja, zdaj moj odgovor morda, glede na to, da v bistvu mehko pravo proučujem že kar nekaj časa, in da je torej, lahko bi rekli, moj ljubljenček, ne bo morda čist objektiven, ker pravijo, da ko enkrat začneš raziskovati nek institut, ga potem vidiš vse posod. Tudi če grem na primer danes v knjižnico, bom zagotovo najprej zagledala knjige, ki se nanašajo na mehko pravo. Tako da jaz bi rekla, da je v bistvu danes je neko splošno bolj ali manj sprejeto stališče, da je regulativni okvir Evropske unije bistveno drugačen od tistega izpred 3 desetletij. Menim pa, da bo vendarle v naslednjih 5, 10, 15 letih potrebno še bolj poudariti ali pa mogoče ozavestiti zlasti pri mlajših generacijah, ki prihajajo in ki so torej naša prihodnost, da hibridnost, torej soobstoj zavezujočega in mehkega prava v politikah Evropske unije ni več izjema, ampak pravilo in da tukaj je in da tukaj bo ostal. Sicer je res, da pač tudi mehko pravo ni brez svojih napak, ostajajo številni izzivi, ki so vezani zlasti na sprejemanje mehkega prava, na pomanjkanje demokratičnih varovalk, na vprašanja skladnosti teh aktov z načelom pravne države, z načelom pravne varnosti oziroma na splošno pač z rule of law. In po mojem mnenju v naslednjem prihodnjem obdobju to trenutno obstoječe okolje Evropske unije nestrpno kliče po neki konceptualizaciji oziroma po bolj strukturiranem pristopu, zato da bi mehkemu pravu priznali v bistvu status, ki ga že ima in ki si ga zasluži v evropskem pravnem sistemu. Tako da, če bi povzela, bi na tvoje vprašanje dejala ja, mehko pravo da, ker ima več prednosti kot slabosti, ampak hkrati tudi z preudarkom in z razmislekom, kako ustrezno vendarle regulirati načine sprejemanja mehkega prava, da ne bo potem ker prišlo all over the place, niti tam, kjer Evropska unija nima pristojnosti, ker imajo suverenost države članice in tako naprej.
Hvala Hvala. tudi za ta odgovor. Se gre strinjati v mejah tega, ne, kot si omenila, v mejah kompetenc. Velikokrat se seveda mehko pravo uporablja tudi zato, ker Evropska unija na nekem področju nima ustreznih pristojnosti, ker ni soglasja med državami članicami. Skratka, to je ena od zadev. Torej, kot en pomembnih elementov te pravice do dobrega upravljanja, seveda v normalnih časih. Zdaj, Gorazd, v mojem pogovoru s Katarino sem že nakazal, da pa mogoče, pa da tudi ta anketa, ki jo zdaj gledamo, ki ima zelo presenetljiv v bistvu na nek način rezultat, nenazadnje Evropska unija, poudarjam, je bila mirovni projekt, državljani Evrope, državljanke in državljani v številnih državah članicah niti ni več vojaške obveznosti, tako da je v bistvu Evropska unija na nek način postala žrtev lastnega uspeha v geostrateških razmerah. Zdaj pa se zdi, da iz te ankete izhaja, da je vrag odnesel šalo. In mene zanima, kako ti to razumeš? A je zdaj vrag odnesel šalo na obrambno-varnostnem področju, na gospodarskem področju, in če jo je res odnesel, kaj storiti, kaj naj Evropska unija stori v naslednjih 5 letih, da ne bo šala odnesla Evropske unije? Ja, hvala lepa. Zdaj, bom jaz probal biti, da ne bomo tako, bi rekel, usklajeni, pa da bomo zveneli, kot da smo vsi, ne vem, da isto govorimo, bom probal biti malo špilferderverja, vse zdaj proti koncu, če nič drugega, vse za debato je to včasih zanimivo. Zdaj, takole da rečemo, mogoče vseeno, ja, Evropska unija je bila mirovni projekt, ampak jaz bi rekel, prvenstveno je pa bila tudi ekonomski projekt, saj začela vseeno z nekim premogom in jeklom, kljub vsemu. Zdaj, druga stvar, jaz bom pa, kot rečeno, mogoče vseeno tukaj malo kritičen. Ali izkoristi torej tole glede zdaj tega mnenja varnosti, torej ljudi, ki so nekako podpirajo vse to. Jaz bom rekel, problem Evropske unije, kot jo jaz vidim, in je tudi nek ključni izziv za naprej, je predvsem v tem, da se Evropska unija, po mojem mnenju, samo ali pa večinoma odziva na situacije, ki se zgodijo. In recimo pa bom kar naštel to, kar je bilo že danes omenjeno. Torej, prej je bilo izpostavljeno, Ukrajina je zdaj kandidatka. Ja, ampak lahko rečemo, če ne bi bilo gospoda Putina, to Ukrajina ne bi bila nikoli, če malo karikiramo. Da niti ne omenjam, kaj to na drugi strani pomeni, recimo za države Zahodnega Balkana, ki na ta status so čakale, nekatere čakajo in tako dalje. Če smo čisto pri tem, kaj to v neki geopolitiki pomeni, na kar recimo Slovenija ves čas opozarja. Zdaj, bile so, si ti prej opozoril, migracije, kako je zdaj to, ne vem, bolje regulirano in tako dalje. Ja, ampak najprej je moralo toliko in toliko milijonov ljudi 2015, ne vem, pripešačiti noter, da smo nekaj naredili. Sicer je pa ta situacija že od nekdaj bila, na jugu Italije, kot recimo nek velik problem. Da ne pozabimo na finančno-gospodarsko krizo 2007-2008, ko smo potem kar naenkrat vsi začeli o nekih fiskalnih pravilih šele razmišljati in tako dalje, šele par let kasneje. In jaz vidim to zgodbo zdaj z pač to varnostjo in tako dalje, kjer pač zopet so neke velike geostrateške sile se pač postavile v neko situacijo, in zdaj se Evropa odziva, na to, ampak spet se odzivamo, in ta, bi rekel, ogromn budžeta, ki ga je predsednica Evropske komisije napovedala za obrambo in varnost v naslednjih ne vem koliko vseh letih, mislim, ja, spet bo to neka situacija, ki bo nekje čez toliko in toliko let in tako dalje. Tako da jaz vidim ključen, še vedno res velik problem, predvsem v tem, da se Evropska unija pač načeloma zgolj odziva na situacije, ki se okrog dogajajo. In to se bolj reflektira tudi v tistih tehnoloških situacijah, ki jih imamo in tako dalje. No, pa ne te tu prekinem in se strinjam. Zdaj mi pa povej, zakaj misliš, da je to tako?
Zdaj, če bom povedal to, kar mislim. Ker če znamo identificirati bolezen, lahko predpišemo tudi zdravilo. Ali misliš, da je to tudi, zdaj da malo navežem na celo sliko našega projekta, torej govorili smo o pluralizmu, torej ideji, torej da Evropska unija ni neka federalna država, ampak da je sestavljena iz držav članic, 27 držav članic, ki jih ohranjamo, kolikor je mogoče, suverene tvorbe, hkrati pa onkraj njih ustvarimo še neko novo nadnacionalno, funkcionalno, suvereno tvorbo in skupaj delujemo kot celota, ohranjamo nacionalne države članice in nek commitment projektu kot celoti. Kje na teh oseh zadeva škripa, da je Evropska unija samo, jaz se strinjam s teboj, ni proaktivni igralec, ni igralec, ki bi diktiral tempo, ampak ga ves čas tempo diktira njegov. Ja, ok. Zdaj, po moje, če povem iskreno, mi boš mikrofon izklopil, tako da, ampak dobro, malo za šalo, no. Vseeno, no, da odgovorim. Jaz menim, da tole, ta moment, ki je tukaj, ki si ga v chat prilepil, torej mnenje ljudstva, je tudi kdaj za izkoristiti. In recimo to, da se Evropa obrambno postavi, po mojem mnenju je nek moment, ker takega momenta vprašanje, kdaj ga bomo spet ujeli. Zdaj pa zakaj temu? Jaz mislim, da bi bilo tako, pač to je res eno moje tako mnenje. Jaz bi rekel, da recimo, če se zopet vrneva tja na začetke ustanavljanja Evropske unije, torej to, kar piše za tvojim imenom, ki ga je nek gospod, torej nek Jean Monnet, recimo tam pred toliko in toliki leti, ki so imeli neke take ideje, ki so bile revolucionarne za tisti čas. Priti s takimi idejami takrat po drugi svetovni vojni, po takšnem sodelovanju nekih takih zadev, da ne rečem, da je bilo najbolj bogokletno. Ampak danes mi te sadove žanjemo in jih tudi živimo, predvsem pa naša mladina jih živi, ki se sploh ne zaveda, kaj to pomeni Schengen, da se ne rabi ustaviti, ne vem, od Slovenije do ne vem kje, da plačujejo z eno valuto in tako dalje. To, kar tudi se pogovarjamo po srednjih šolah, ti, ki smo danes, recimo, ko pridemo na srednje šole, ti so stari tam 17 let, ti so bili rojeni leta 2004, recimo, ali celo 5, torej že ko smo mi bili v Evropski uniji in za njih je Schengen, ena valuta, inflacija, ki je praktično nulta, za njih je to vse samoumevno, ampak ni, in to se moramo mi zavedati. In jaz se bojim, da tudi večina naših politikov, pa morda tudi, bi rekel, voditeljev Evropske unije nekako živi v nekem prepričanju, da je to kar tako nekako od nekje dano. Tako da jaz bi rekel pač ja, po mojem osebnem mnenju primanjkuje, bi rekel, nekih voditeljev z vizijo na nivoju Evropske unije in tako dalje. No, mislim pa, če smo čisto takole praktični, koga pa običajno pošljemo v Bruselj, če smo čisto tako, bi rekel, ali so to najboljši, tisti z najboljšimi, ne vem, idejami, najmočnejši, najbolj etablirani, najbolj nekako prepoznavni in tako dalje. Jaz bi rekel, da ne, no. Toliko. Ja, kot vidiš, ti nisem bil izklopil mikrofona, celo z vsem, kar si bil povedal, soglašam s teboj, k temu dodam, da tovrstne ljudi, kot si jih navajal, ne pošiljamo niti v nacionalne institucije. Zdaj pa, če smo že pri vizijah in s tem bi želel danes tudi zaključiti naše druženje. Pred časom sva na povabilo profesorja Mojmirja Mraka iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v delu v sobotni prilogi objavila 2 veliki plahti, kjer sva malce razmišljala o tem, torej predpostavka je bila ta, da se je svet takšen, kakršnega smo ga poznali, tako v pravnem in ekonomskem smislu okrog nas, v bistvu podrl, da nič ni več tako, kot je bilo prej in da je treba aktivno razmišljati o tem, kakšna bo pravzaprav prihodnost. In tukaj kolega Mrak skiciral par scenarijev, ki bom zdaj navedel, pa me potem zanima, kateri izmed njih vi menite, ne upate, ampak menite, da realpolitično gledano bi se znal uresničiti v prihodnjih 5 letih. Torej, ali bo Evropska unija, torej 4 scenariji so, prvi scenarij je, torej, da bo Evropska unija navznoter naredila velik reformni napor, kar jo bo ukrepilo tako navznoter kot navzven in bo postala pomemben globalni igralec. Drugi je, da bo prišlo do nekega notranjega reformnega napora, ki pa bo Evropsko unijo okrepil vsaj navznoter, ne pa toliko navzven, vendar bo Evropska unija držala
in vzdržala geostrateško ravnotežje, torej zlasti napram Rusiji. Torej, prvi je okrepljena EU navznoter in navzven, drugi je okrepljena Evropska unija navznoter. Tretji scenarij je status quo z popravki mestoma na različnih področjih, mogoče tudi s kakšnim okrepljenim sodelovanjem med državami članicami, sicer pa vse bolj ali manj enako. In nazadnje, notranje in zunanje oslabljena Evropska unija. Kaj pravite? Mogoče, Verena, vem, da je to najdlje od tvojega profesionalnega področja, na kaj bi si ti upala staviti? Ja, glede na to, da sem pro-EU pravnik, bi rekla EU močnejša zagotovo navznoter. Navzven nisem tako prepričana, ampak zagotovo mislim, da bodo reforme tiste, ki jih bomo uspeli izvesti, okrepili Evropsko unijo kot skupnost suverenih držav članic, vsaj od znotraj, ki bo sposobna torej prenesti te trenutne premike, rečemo temu. Hvala. Katarina, zate enako vprašanje, pri čemer bom dodal še 2 vprašanji iz publike. Neja Marc sprašuje, če morda ni pluralizem tisti, ki napravlja Evropsko unijo šibko, da je bilo treba nekoliko bolj iti v smeri, malo karikiram, v smislu večje uniformnosti, federalizacije in malce zmanjša pluralnost, ki je zdaj cokla našega razvoja. In zdaj v teh scenarijih, to pa sprašuje Jelena, kam bi sodil, od katerega scenarija bo najbolj odvisen tudi uspeh na področju širitve? Zdaj, če se vrnem k tvojim tem štirim predlogom vaju z profesorjem Rakom, potem bi rekla, zdaj ne vem, kaj si rekel, kar hočemo, kar želimo, kar pričakujemo, bi rekla, da moja želja ni predlog 4, moja želja ni predlog 3, za prvo dvoje pa mislim, da sta izredno povezani, zaradi tega, ker ko bo Evropska unija notranje koherentna, bo imelo to spillover efekt tudi na njeno zunanjo vlogo, tako sem prepričana. Skratka, notranja poenotenje bo pomenilo in vodilo k močnejši vlogi tudi navzven. To bi bila moja želja. Kaj pa mislim, da je realno uresničljivo v naslednjih nekaj letih in bomo skozi, upam, naslednje evropske akademske forume poskušali preverjati to tezo. Se pa bojim, da je nek status quo, razen če je mogoče to, kar se dogaja geopolitično, pa še zdaj dodamo ZDA in tako naprej te zgodbe, toliko zelo nas prisililo, zdaj nas govorim Evropsko unijo kot tako, prisililo, da vendarle ne postanemo samo, tako kot je rekel zelo lepo Gorazd, odzivni, ampak proaktivni. Proaktivni smo pa lahko samo, ko smo koherentni. Ali pomeni koherentnost, ne pluralnost? Ne. Jaz mislim, da pluralnost ne pomeni, da je dopuščen različen vidik in ne moramo iskati skupnega. Jaz bi rekla, da to geslo raznoliki v enotnosti, oziroma enotni v raznolikosti, da je to geslo, ki ne, in tudi Evropsko unijo si tako ne predstavljam, da bi bila nek aparat, ki bi mislila, tako rečem, za eno glavo samo, ampak aparat, ki misli z več glavami, potem pa teh več glav privede, to je pa zdaj tista državotvorna Gorazd je rekel, kakšni so odločevalci, jaz bi rekla, manjkajo državniki, ki pa potem znajo iz tega voditi naprej v neko poenotenje. Tako da jaz sem za pluralnost, jaz mislim, da to ni napaka Evropske unije, jaz tudi nisem največja privrženka temu, da bi bila Evropska unija super država, ena država, se mi zdi, da je treba okrepiti naše zavedanje identitete in skupnih vrednot. In od tega težko odstopamo. In če od tega težko odstopamo, znotraj tega damo veliko možnosti tudi pluralnosti in različnim pogledom. Saj si nismo enaki. Tudi mi štirje imamo različne interese, različne misli in s tem ni pravzaprav nič narobe. Ne vem, a sem na vse. Hvala, Katarina. Gorazd? Ja, Zelo je, da si odgovorila. In Gorazd bo imel danes zadnjo besedo. Ojej.
Ojej. Ja, hvala lepa no, za rekvijem. Jaz bi tudi se strinjal, žal. No. Jaz mislim, da tale scenarij 3 status quo, jaz dvomim, da bo kakšne pretirane stvari se zgodile, pač ne vem, sem morda malo bolj realist kot nek mega optimist. Načeloma pa jaz mislim, da se bodo stvari premikale, ne, tole, kar je bilo tudi neko vprašanje vse skupaj. Jaz se bojim, da vedno bolj bomo šli v nek, če malo uporabim te naše izrazoslove, ki smo ga uporabljali danes, dejansko odmik od tega nekega rule-based, če želite, in neke soft mednarodne odnose, ki se nekako sprotija, ne, dorečejo, vse konec koncev G7, G20 niso nobene inštitucije uradne, ampak voditelji se znotraj tega dogovarjajo, podobno zdaj dobivamo na vzhodu, ne, bi rekel, na azijski strani. In recimo spet bi rekel, to nič novega, ne, v teoriji ekonomske diplomacije temu rečemo nič več multilateralna ekonomska diplomacija, ampak že takrat smo to G7, G20 se opisovalo kot plurilateralna, kjer ni nobenih nekih natančnih pravil, kdo sodeluje, kako sodeluje, ampak so to najbolj vplivne pravzaprav inštitucije, kjer se večino dogaja. Jaz nekako se mi zdi, da odmik bo šel od vseh teh klasično rule-based multilateralnih zadev v plurilateralne. Ne? Evo, toliko. Hvala tudi za tvoje izvajanje. Zdaj naši sosedje Hrvati bi sklenili živi, bili pa videli. Podobno lahko rečemo tudi mi. Tisto pa, kar prav gotovo vemo, da tudi sam verjetno najbolj realističen scenarij, ki se verjetno bo odvil, je seveda status quo, pri čemer pa je treba povedati, da status quo pogosto razumemo tako, da lahko obdržimo obstoječe stanje s tem, da nič ne naredimo. Ampak v tem primeru, v časih, v katerih smo zdaj, to ni realno. Če bomo želeli obdržati status quo, v katerem je Evropska unija danes, bo potrebno ogromno napora, tako na nacionalni kot na evropski ravni. In da sklenemo optimistično, torej Jean Monnet, katerega ime torej stoji v naslovu tega projekta in ki smo ga res z veseljem in ponosom izvajali, je bil znan po tem, da je zapisal v svojih spominih, da se bo Evropska unija razvijala skozi krize. Nič novega ni povedal, tudi ljudje se razvijamo skozi krize, zelo šele, ko nas nekaj vrže iz naše komoditete, udobja, smo pripravljeni na nekaj novega, na nekaj drugačnega. Jaz mislim, da je zdaj odgovornost nacionalnega, kakor tudi evropskega političnega prostora, pa še bolj javne sfere, akademije, katere del smo tudi mi, da ljudi ozavesti, da po mojem prepričanju nič več ni tako, kot je bilo, da so se določeni temeljni gradniki političnega zahoda, ki smo ga gradili po drugi svetovni vojni mukotrpno, da so se podrli, da so se spremenili in da je to nekaj, kar od nas vseh skupaj državljank in državljanov terja nek korenit premislek in neke korenite ukrepe, da bomo lahko zavarovali svoj način življenja prihodnjih generacij, ki prihajajo, in predvsem, da bomo zagotovili vsem skupaj neko življenje v miru in blagostanju. In ta projekt je bil torej podčrtan z besedico pluralizem. Pluralizem ne pomeni poveličevanje razlik za vsako ceno, še manj pomeni enotenje vseh razlik v imenu nekih federacij in držav in kar se tega še bodi, ampak pomeni iskanje tistega delikatnega ravnotežja med različnimi interesi, med nami na nacionalni ravni, na evropski ravni, vendar v zavesti, da vsi skupaj plujemo na istem čolnu. In v okviru tega projekta, torej Jean Monnet Chaira, posvečenega pluralizmu v Evropski uniji, smo zdaj tudi neizbežno pripluli do konca. Prijavili smo nov projekt, če bomo uspešni, se bomo videli na novih, ne vem, če bodo Evropski akademski forumi, gotovo pa bodo akademski forumi. In takrat bodite spet z nami. Zahvaljujem se svojim sodelavkam in sodelavcu in seveda predvsem poslušalcem, ki ste nas spremljali in zaradi katerih smo pravzaprav to tudi počeli. Lepa hvala vsem.